in gospodje, dragi sovaščani, sovaščanke, predvsem pa vsi prijatelji osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece, prisrčno pozdravljeni na šolski dobrodelni prireditvi Note dobrote. Na današnji prireditvi se nam bodo predstavili učenci in učenke osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece, povabilo pa so se prijazno odzvali tudi širokosrčni ljudje, ki vedno radi ponudijo roko, ko se pokaže priložnost za dobrodelnost. Naši šoli priznavajo marsikaj. Kot uveljavljena UNESCO šola in središče za jugovzhodni del Slovenije žanimo priznanja povsod po Sloveniji in širše. Naši gostje nam zavidajo neverjeten občutek za sodelovanje s krajem in njegovimi društvi. Veliko nam pomeni vračanje starih učencev v domače gnezdo. Prav posebni občutki, ki jih zaposleni na šoli doživljamo ob vsakokratnem priznanju, so ti našteti občutki. Drži, da se večkrat majhni ne znamo pohvaliti, da se moramo velikokrat boriti za obstoj, a vseeno nam končni rezultati, to so uspešni učenci, predvsem pa dobri ljudje, govorijo, da lahko hodimo z dvignjeno glavo. Delček tega ponosa vam želimo danes predstaviti. Preden pa začnemo z nastopi, pa k uvodni besedi vabim ravnateljico osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece, gospod Urško Gorevc, ki nam bo pobliže predstavila današnji namen prireditve. Spoštovani, prisrčna dobrodošlica vsem vam, ki ste se odzvali našemu povabilu na naši dobrodelni prireditvi Note dobrote. Posebej toplo pozdravljam vse nastopajoče, otroke in odrasle, seveda vse vas, dragi cenjeni gostje, ki ste z nami, in seveda spoštovani starši in krajani Pišec, ter vsi moji sodelavci. Že nekaj časa smo osnovali ta dogodek, v katerem želimo preplesti dvoje zlatih niti življenja. Ena je glasba in druga je človeška dobrota. Oboje skupaj bomo prelili v sozvočje solidarnosti. Predstavili se vam bodo naši otroci in pa prijatelji naše šole. Tako z glasbili, petjem in plesom nas bodo nocoj odpeljali v deželo glasbe in napolnili naša srca. V upanju, da tam prebiva dobrota, ki lahko pomaga tudi drugim. Z donacijami in prostovoljnimi prispevki boste obogatili šolski sklad šole in vrtca. Poslanstvo šolskega sklada je pripeljati več svetlobe, toplote in veselja otrokom, pomagati družinam, ki občutijo družbene razlike in sofinancirati nadstandardne dejavnosti, kot so dnevi dejavnosti, udeležba na taborih, tako doma kot v tujini, prevozi na tekmovanja, šole v naravi in drugo. Šolski sklad pomaga pri oblikovanju kakovostnih vsebin za nadarjene učence. Pri nakupu sodobnih didaktičnih pripomočkov skratka prispeva k višjemu standardu pouka. Ker si naši in vaši otroci to zaslužijo. Zelo smo poveseli odziva naše učiteljice Srbiji Ruzlobec in njenih učencev iz društva Slovencev Kula, Vršac, Gudurica, Emona, Ruma, Kraljevica Novi Sad in Triglav Subotica, ki so na današnji dan v tem času z nami z mislimi v Srbiji. Poslali so nam nekaj vtisov, fotografij in pozdrav Pišece, kajti res imamo dobre prijateljske odnose tudi z njimi. Toliko uvodoma, želim vam res prijetno uživanje v današnji prireditvi. Hvala. Note dobrote odpirajo naši najmlajši, varovanci našega vrtca. Naši predšolski otroci pa ne bodo samo zapeli in zaplesali, ampak boste posredno lahko čutili njihov doprinos prireditvi skozi celoten večer. Otroci so bili namreč soudeleženi pri nastajanju scenografije. Vsi likovni izdelki, ki jih vidite pred mano in za mano, so plod njihovega dela in talenta. V majhnem vrtcu so majhni otroci. Majhni otroci delajo majhne korake, a pridejo daleč, zelo daleč. Ponos, zvedavost in živahnost, ki trkajo na vrata šole,
vrtec osnovne šole Maksa Pleteršnjega Pišece.
Sedeči gostje so ime Pišec ponesli že daleč preko meja posavske regije. Pledešnikovi pevci delujejo šele 3. leto, nastopajo na raznih prireditvah in srečanjih tako doma kot v tujini. Samo v preteklem letu so jih imeli priložnost spoznati poslušalce v Srbiji, Italiji in na Mađarskem. 3. leto so v mesecu marcu pripravili koncert, pred kratkim pa so posneli in izdali tudi zgoščenko z naslovom Pišece preljubi naš kraj. Gre za njihovo prvo zgoščenko, vsi pa upamo in verjamemo, da nikakor ne zadnja. Poslušali bomo naslovno pesem zgoščenke ter znan slovenski napev Mavče z Izaro. Pevski sestav z navdušujočo mladostno zagnanostjo Pledešnikovi pevci. Udila se, tvoje igra,
Za sloves in prepoznavnost Pišec vsekakor velikokrat poskrbijo folkloristi. Nič čudnega, se to dejavno zelo skrbno in premišljeno negujejo že od majhnih nog, preko mladinskih vrst vse do zrelih članov. Danes bomo imeli priložnost uživati ob vseh 3 nastopih, najprej pa otroška folklorna skupina Veseli mlinarji, ki deluje v okviru folklornega krožka na šoli. Člani so stari od 6 do 10 let, tako da se nekateri s folklornimi plesi srečujejo prvič, drugi pa v skupini plešejo že 3. leto. Na vajah je poleg plesa in petja prisotno tudi veliko ljudskih iger. Svoje plesno znanje radi predstavijo na šolskih in krajevnih priveditvah. Na oder vabim otroško folklorno skupino Veseli mlinarji. Dekleta, pridite, kubje se tepejo! Kaj pa vi delate z našimi buhačami? Zakaj se tepete? Muhe smo govorili, veš koliko jih je, smo pa skledali, da se pa kregamo, kdo je kriv. Vem, eno pisemo muha. Kaj bi še počeli?
Od najmlajših pa k tistim z več izkušnjami. Prisluhnimo ženskemu pevskemu zboru, ki deluje v okviru kulturnega društva Orlica Pišece. Ženski pevski zbor Pišece neprekinjeno deluje že 33 let. Članice pa s svojimi nastopi razveseljujejo ljubitelje vokalne glasbe doma in v tujini. V zboru prepeva 21 pevk, od katerih se jih kar 19 ponaša z Galusovo značko, med njimi pa najdemo 10 častnih zlatih pevk, saj v ljubiteljski kulturi delujejo že 30 let. Vsako leto se udeležijo območne revije Javnega sklada za kulturne dejavnosti Brežice, na katero se še posebej vestno in skrbno pripravljajo. Obujajo prepevanje ljudskih pesmi, pesmi v priredbah, posvečajo se avtorskim skladbam, pa tudi kakšne tuje se ne ustrašijo. Ženski pevski zbor Pišece in zborovodja gospod Franci Vede.
Folklorna skupina Duplo deluje že od leta 1987 in se aktivno udeležuje različnih kulturnih in družabnih prireditev, tako doma kot v tujini. Ime so si nadeli po izviru Gabrnice. V domačem kraju popestrijo skoraj vse prireditve in tudi širše se radi odzovejo povabilu. V zadnjih letih so nastopali tudi v Srbiji, Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem. Še posebej so ponosni na svoje gorenjske in štajerske kostume. Gorenjske so pred kratkim obnovili strokovno pomočjo gospoda Bojana Knifica. Štajerski kostumi pa so tudi plod raziskovalnega dela z gospo Marijo Makarovič v letu 1994. Plišejo gorenjske in štajerske plese, danes pa bomo priča štajerskim spletom z naslovom Kjer hoče moj bit, ki ga je postavila Maša Žgalin. Folklorna skupina Duplo.
Pevski zbor je po definiciji večja vokalna zasedba, ki jo sestavlja vsaj 12 pevcev. Zaradi tega je v Pešecah vsako leto dilema, ali bo skupina dovolj velika, da se bodo lahko smatrali za zbor. Petje v manjši skupini je še posebej zahtevno, saj zahteva od vsakega člana, da se potrudi po svojih najboljših močeh. Z veseljem lahko povem, da v zboru sodelujeta tudi dva pogumna fanta, kar v zadnjih časih ni ravno pogosto. Upajmo, da bo njunemu zgledu v bodoče sledilo še veliko pogumnih talentov. Danes vas bodo s pesmijo popeljali v čase slavnega Louisa Armstronga, saj mi je prav pesem Wonderful World še posebej všeč. Mladinski pevski zbor osnovne šole Maksa Pleteršnika Piščice. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Peter Dirnbeck je domači trubadur, potujoči pevec, kantavtor, ki je s svojo spremljevalno skupino Vox Populi izdal 2 avtorska albuma, ne izdaja pa samega sebe in idealov svobode, enakosti ter bratstva. Takšen je tudi njegov nocojšnji izbor pesmi. Pesem o svobodi in za vse ljudi. To je pesem o svobodi, pojem jo, ker hrepenim. Nisem se predal svobodi, ni mi lahko, a živim. Gledam svet, kak se obrača, ni mi jasno, kam drvim. Kaj pije, kaj kdo plača, kdo tu zmaga, kdo izgubi.
se postanele utvara, tek za srećom kijeni, časte šiba i postara, pride starka pokosi. To je pesam o slobodi, s njom se zjutraj prebudim. Nisam se predao u sudi, skupaj s vami se borim. Premda nisam sam jedini, sada već nas je ljudi. Svi se meljemo u mašini i mrcvari i drobi. Postanaju nam le drobtine, časki nam iz rok polzi. U album zbirano spomine, slike iz minulih dni. To ni pesam o slobodi, o nego pisao drug poet. Zdaju modi, zato grem spet malo trpet. To ni pesam o slobodi, o njemu pisao drug poet. Dar nam je zdaju modi, zato grem spet malo trpet. Zato grem spet malo trpet, zato grem spet malo trpet. Baš je za vse ljudi. Sam nevajkan človek, polno smot, nimam pojma kamen, pod i pod. Lenkoček srećen svi želim, da u miru to življenje preživim, da u miru to življenje preživim. Pesmio si krajšan svoje dni, rabio ponesel med ljudi. Slutim da te vragu gre ta svet, a nekako pač treba preživet, a nekako pač treba preživet. Naj v svet gre pesem moja, mir in srečo zaželi. Če želiš bo tudi tvoja, saj je tu za vse ljudi. Naj v svet gre pesem moja, mir in srečo zaželi. Če želiš bo tudi tvoja, saj je tu za vse ljudi. Pesmio si krajšan svoje dni, rabio ponesel med ljudi. Slutim da k vragu gre ta svet, a nekako pač treba preživet, a nekako pač treba preživet. Naj v svet gre pesem moja, mir in srečo zaželi. Če
če želiš bo tudi tvoja, saj je tu za vse ljudi. Naj v svet gre pesem moja, mir in srečo zaželi. Če želiš bo tudi tvoja, saj je tu za vse ljudi. Saj je tu za vse ljudi, saj je tu. Evo, to je tudi ena različica mojega drinka. Direnbe. Čas je pa G na koncu. Plesno društvo Imani je bilo ustanovljeno leta 2007 s ciljem približati svet plesne umetnosti otrokom, mladini in odraslim, jih izobraževati na področju plesne umetnosti in s tem bogatiti kulturno življenje v ožjem in širšem okolju. Osnovni namen društva je spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti na področju plesa, druženje ljubiteljev plesa, organiziranje kulturnih dejavnosti, udeleževanje na kulturnih prireditvah, izvajanje odrske produkcije ter uresničevanje interesov na področju plesne umetnosti. Našemu povabilu se je odzvala skupina Hip-Hop Mladinci nadaljevanja. Gre za skupino 20 deklet, ki trenirajo 2-krat na teden po 1,5 ure. Nekatere trenirajo že 5 let, druge trenirajo 1. leto. Vsem pa je skupna zagnanost, vedoželjnost in veselje do življenja. Ples je na oder postavila Nastja Rajkovič, nastopile pa bodo s točko Ain't Too Cool. Plesna skupina Imani. If it ain't
Glasba je jezik, ki ga razume ves svet. Še posebej ima ta jezik prijeten zven, če prihaja iz ust in nasmeha najmlajših. Na osnovni šoli skušamo ljubezen do glasbe privzgojiti že od malih nog in če sodimo po nekaterih nastopih, ki smo imeli možnost slišati že danes, kaže, da tukaj uspešno. Na oder vabimo otroško prepevalnico pod vodstvom mentorice Romane Žnidaršič, ki nam bodo zapeli pesem Simona Gregorčiča Veseli pastir. Zborček spremljata Timeja Račič Ogorevc na citrah in Ivana Lesinšek na violini.
Veseli smo, da v letošnjem šolskem letu otroški pevski zbor obiskuje toliko učencev. Za šolo, kot je naša, je to zagotovo velik dosežek. Pred kratkim so se zelo lepo predstavili tudi na območni reviji in prejeli pohvale za svoj nastop. Zato verjamemo, da se bo ta dejavnost dobro razvijala tudi v prihodnje. Posebej za današnji nastop so nam pripravili belokranjsko ljudsko Tri tičice, s katero se preizkušajo tudi v dvoglasnem petju. Zbor vodi Dejan Jerončič, ki bo spremljal na klavirju. Otroška folklorna skupina Vesele Šefle deluje že skoraj desetletje. V njej letos ljudsko kulturo bogati največ folklornic in folklornikov doslej. Da se veselijo vsakega snidenja na vajah, plesa, petja in iger, pričajo mnoga priznanja. Predvsem osvojene uvrstitve na 4 državne ravni v zadnjih 5 letih in lansko gostovanje v Srbiji. Letos so Pišece pogledali še z ptičje perspektive, natančneje z Orlice, odkoder izhaja letošnja odrska postavitev. Ponos osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece, Vesele Šefle. Ej, ko me čujete, ko me lovcu vem potegne. Gora se zeleni, gora se zeleni, gori se pasejo srnice 3. To mi niso srnice, to mi niso srnice, to so niklete z Pišičke vasi. Gora se zeleni, gora se zeleni, gori se pasejo jeleni 3. To mi niso jeleni, to mi niso jeleni, to so bubje z Pišičke vasi. Pa rečete, pa čete, saj pa ta naša ulica res lepa, lepa, že lepa, je pa tudi grozna. Ja, pa koga se pa že spet ti pomilaš? Zakaj bi bila pa grozna? Ja, kaj pa ti ne teriješ? Pa če so prišlo, da ne bi vem potegnili, ko se pa ti glasiš? Poglej, kako se to dela.
pogovarjalo, se s ne bi bedoke z tega delo. Bodno pameten, pa ti se itak vsega bojiš. Se veš, kako pravijo, da za takimi lakše seriji s prdeci zvonijo kot meni. Če se prav vrajtam, vidi, ti nek mogla biti ona velika ljubja, v kateri so zakopani 3 polovjaki sami zvrtnikov. Ziher je bil njegove žlahte zakopal. Zakopaj je podceleški grof, ko se je bal, da mu bo Francozi blago pokrali. Če bi tu res, bi Pšečani že zdane vse ljudje prekopali. Samo enke je kmet popoljal našo to bogatstvo. Pogle, ko mislo pa domov odpelat, se pa en gospod v geji koči pripelo. Ta bindek, ko pa mogo tiho biti, mu je pa govoril. Zdaj se pa še jaz vrajtam. Poj se pa to vse skip zemljo brezno. Na donde, tu še neš videti tega dnara. Bojiš, da gremo domov. Ma povem, da ma kar si imate res kočijo. Kaj mi je, res kočijo in svoji. Ki bi jaz te polovjake našla, bi si tako kmetijo kupla porikla, da bi vsi Pšečani nared popadali. Gre pa orodje. Pa tipa! Tak sem se strašila! Polovjaki, notne
Spoštovana publika, bili smo priče pravim zakladom na področju amaterske kulture v občini Brežice. Aktivno ukvarjanje s kulturo pomeni generalno opredelitev za lepši in plemenitejši del naših življenj in tega sveta. Vsaka lepa izgovorjena ali zapisana beseda, vsaka odigrana nota, zapeta pesem, vsaka slika ali plesni korak pomenijo korak do zadovoljstva in še pomembneje korak do odnosov med ljudmi, kjer je človek človeku človek. Prav to pa je poleg dobrodelnosti bil tudi cilj današnje prireditve. Verjamemo, da se boste s podobnimi občutki odpravili danes domov in jih delili naprej. K zaključnemu pozdravu in zahvali vabim gospod ravnateljico osnovne šole Maksa Peteršnega Pišece, gospod Nuško Gorjec. Vedno naš uspešen tonski mojster, tako rečemo. Ja. Kaj dodati tako čudovitemu večeru, ko so nam res priplesali, odpeli in pričarali to srčnost, kot smo videli, iz majhnih folklornikov rastejo malo večji in čisto ta veliki. In moram reči, ena od stvari, ki ste jih videli, je tudi plod šolskega sklada. Folklorni kostumi, ravno to je tisto, kar omogočamo potem z sredstvi. Na koncu sem želela izraziti veliko zahvalo. Najprej seveda vsem nastopajočim. Mislim, da se zaslužijo res en velik aplavz za nocojšnji večer, ki so polepšali. Seveda pa v mojem imenu, v imenu učencev in sodelavcev velika zahvala vsem donatorjem. Prav je, da jih omenimo in se zahvalimo z majhno pozornostjo. Tako bom rekla, do danes, ker verjamem, da danes tale akcija še ni zaključena, zbiranja prostovoljnih prispevkov in donacij, se moramo zahvaliti. Na prvem mestu bom dala lovsko družino Pišece in povabila predsednika Srečka Petančiča. Namreč vemo, da se društva kar s težavo financirajo. Ampak lovsko društvo se je odločilo, da organizira prireditev v namen zbiranja sredstev za šolski sklad šole Pišece in zbralo kar precejšnji znesek, to da res iskrena hvala. Izvoli Srečko. Tudi nam predajajo simbolično bon v vrednosti 530 evrov. Hvala, srčno hvala. Veselje nam je to, da smo lahko pomagali tako pestremu in uspešnejšemu delu osnovne šole. Hvala že. Tu so pa zbrali nekaj, kar sodi vam, k vam, tukaj bliže. Mogoče jih bo kdaj zmanjkalo, pa boste imeli tako na polički. Izvolite in res, hvala, hvala. Ja, s donacijo se je izval tudi Intermarket in Tvest in prosim gospod Zlatko Kolman, da se mi pridruži, da se znak podarjenemu denarju tudi zahvalim. Ni leta, danes tudi bom na vživo. Doniralo nam je tudi turistično društvo Pišece. Prosim predsednico, če je tu, gospodnico Budkovič. Mislim, da je v Zali namreč zaslužna, ena izmed zaslužnih za tekočo koordinacijo danes. Bi pa prosila, mislim, da je tudi član turističnega društva, tudi gospod Vinko, če prevzamete njenem imenu, pa jih boste predal. Zahvala turističnemu društvu za donirana sredstva. Seveda se moram tu zahvaliti vsem vam, dragi starši, ki skozi celo leto prispevate
skoraj da mesečno 290 evrov vsi skupaj v šolski sklad za vaše otroke, naše otroke. Tako da hvala tudi vsem vam. Želim se zahvaliti tudi tistim, ki so drugače omogočili prireditev. To so Artis Dobova, Cvetličarna Colarič, Založba Rokus, Krajevna skupnost Pišece, Prostovoljno gasilsko društvo Pišece in pa bi lepo prosila, da gospa Zinka, mislim, da je z nami, predsednica Društva kmetic Pišece, da se jih zahvalim. Namreč povabili smo jih, da nam pomagajo pri pogostitvi vseh nastopajočih z dobrotami in so se res prijazno odzvali. Lepa hvala tudi vam. Želim omeniti tudi osebno donacijo gospod Lenka Cizel in Levin Zlobec, ki so se tudi potrudile finančno prispevati. Moram pa z velikim veseljem povedati izkupiček današnje prireditve. In sicer z vašimi prispevki smo zbrali 620 evrov. Čestitke in hvala. In z velikim veseljem rečem, da je skupni znesek do danes 1620 evrov. Res lepo. Kot sem že rekla, zagotovo ne zaključujemo tega danes, zato vsak namig vaš komu, ki lahko pomaga, ki lahko posreduje kakšno informacijo, zakaj zbiramo denar, bo dobrodošel. Tako da hvala že tudi naprej. Želim se pa zahvaliti predsednici šolskega sklada, gospe Zlati Kolman in pa članom upravnega odbora šolskega sklada, gospe Dragici Šiler, Simoni Tihole, Tatjani Osojnik, Maši Bize in Ani Mariko Stevc. In prosim kar predsednico, da v vašem imenu vseh prevzame pozornost. Namreč upravni odbor je tisti, ki se trudi najprej zastaviti program in pa tudi seveda potem smiselno pomagamo razporediti ta sredstva, da pridejo v prav namen. Tako da hvala tudi vam. In uspešno delo tudi naprej, skupaj z nami seveda. Lepo pozdravljeni tudi v mojem osebnem imenu in v imenu upravnega odbora šolskega sklada. Če se ozrem leta nazaj, ko smo tehtali, ali bi na šoli ustanovili šolski sklad ali ne, lahko danes s ponosom rečem, da je bila odločitev pravilna. Vendar brez vseh vas nam uspešno delo ne bi uspevalo. Zato sprejmite danes v imenu upravnega odbora šolskega sklada in v mojem osebnem imenu vsi starši, ki vsa leta prispevate svoja sredstva in vsem nastopajočim danes, kajti zopet smo dokazali, da skupnimi močmi zmoremo veliko in da imajo naši otroci na naši šoli vsi enake možnosti. Hvala še enkrat vsem. Hvala. Seveda se moram res zahvaliti tudi svojim sodelavcem in sodelavkam za današnjo prireditev in pa koordinatorci celotne prireditve, gospe Irini Markovič. Malo prej sem jo videla v dvorani, je smuknila, tako da hvala Irini, če se nam pridruži kasneje pride na oder za to koordinacijo celotne prireditve. Še enkrat hvala Irina za koordiniranje prireditve danes. Hvala. In pa seveda čarobnost glasu našega povezovalca Davida Križmana. David, hvala.
Dovolite, da si na koncu sposodim neko misel, ki so jo za svojo vzela slovenska filantropija. Namreč dobro je biti pomemben, bolj pomembno pa je biti dober. Hvala vsem, ki ste nocoj začutili, kako pomembno sporočilo se skriva v teh besedah in ste to dokazali tudi s svojimi dejanji. Hvala še enkrat. Zadnja točka današnjega večera je prav posebna skupina osnovnošolcev, ki je svoje vrste pod vodstvom gospoda Dejana Jerončiča strnila pred dobrim tednom dni. Ansambel, ki ga sestavljajo Domen Lesinšek, Lan Vrstovšek, Hana Plevnik, Neja Lesinšek in Tadeja Ovsojnik, vam bo srca ogrel znanim Avsenikom napevom Kmetič praznuje. Spoštovani, hvala za vaš obisk. Hvala za vaš prispevek šolskemu skladu. Želim vam lep preostanek današnjega večera in naj dobro, ki smo ga danes vsi čutili, ostane v naši sredi tudi v prihodnosti.